Ne, to ni medved, to sem se preščipnil zdaj na stol nogo. ne, se hecam. To je bil pa res, to je bil pa genuine medved. Medved? Medved je bil? Ja, to je bil pa genuine in zdaj sem podoživel leto, koliko je bilo to, 10 let nazaj, 12, 13 let nazaj, ko sem prek Amazona prvič dobil The Office. Ja. In sem ga dal noter. In to je bilo to, isti medved, isti doživljam pri porničih, ampak tle je bil pa edina, ki je bil sveta komedije. Ampak lej, jaz, I digress, da je hiter tehnikalije, da greva, ker to je huška pornič. To je res. Se pravi, tale opazovalnica najna je na mreži Apparatus, tam najdete še druge podcaste, ki so vsi na aparatus.si. Imamo tudi Twitter account Apparatus, _si, pa na Facebooku smo aparatus.si. Prosim pa ful hvala vsem, ki dajete ocene opazovalnici v iTunesih, se pridno naberajo, to res pomaga, ker še kdo lahko najde tale podcast. Lahko nas pa tudi podprete, zdaj lahko oznanim, da šalc ni več, tako da hvala vsem, ki ste šalce kupili, dejansko so razprodane. Še vedno nas pa lahko podprete, tako da greste na aparatus.si/podpri. Cela poanta tega mojega aparatusa je, da pač stoji na ramenih poslušalcev, ne, da so temelj podpore poslušalci. Tako da, če imaš šanso, pejte na aparatus.si/podpri in že hočeš na vaših plečih. To se slab sliši, to je tako slabšalno skoraj. Ne, pa jaz imam res, to je tak indie projekt, je tak mal karma projekt in mi je všeč, ker ljudje dejansko na internetu nekaj, kar bi itak za ston dobil, dajo denar in me zmeram pogreje srce, ko se to zgodi. No. To je nekaj najlepšega, to se tudi meni zdi nekaj najlepšega. Ja, če je kaj lepšega, ne vem, kaj je. Ne. Tako da, yes. Kaj bova danes delala Tilen, ker ti ne veš, ne, ampak v vseh drugih podcastih se delamo norca, da jaz delam podcast Tilno Mrtačom. Ok, ja ne, se veš kaj, lej, on je pač prime time Saturday night show for people who collect interspar znamke za ponve. Drug je pa Nobel z, kako bi rekel, tisto subverzivno vsebino. Ne? Ja, res je. Jebi ga. Zdaj gre pa midva v eno področje, da malo vzamemo pauzo od Star Treka, ki se imenuje The Office. Tako, ampak moramo takoj povedati, da Star Trek se bo vrnil v opazovalnici. Star Trek prihaja takoj, ko končava z Office nazaj, bova naredila. Mogoče bo že vmes kakšno epizodo naredila. Ne? Tako sprav, a veš, če ne oprime. Tako, to sploh ni slaba ideja. Tako, moramo poudariti, da Star Trek bo vedno rdeča nit opazovalnice, tako je bilo na začetku mišljen, ampak zdaj se bo pogovarjala o eni seriji, ne, ki za nama obema preveč pomeni. Same res, to je nekaj neverjetnega, to ne doživiš vedno. Ja. Veš, vedno rečem, meni je pa Big Mac dober, meni tudi, ampak boljš mi je trojni cheeseburger, ali pa recimo, imaš take, nikoli pa nimaš, da bi rekel, to je pa meni na prvi, kako bi rekel, na prvi stopnici, kar se tiče komedije in tep tudi. Ja. To smo odkrila takrat, ko si ti prvič delal intervju z mano. Res je, ko si bil ti v Apparatusu, ne. Pa tudi kakšni poslušalci, če je kdo poslušal Glave kdaj, ne, ali pa tudi Apparatus, ne, vejo, ja, da jaz, ko je treba omeniti najboljše serije, The Office vedno omenim, sploh kar se tiče polurnih, ne, oziroma humorističnih, bi nekateri rekli, ne, je Office vedno. Ampak moramo poudariti, da bo govorilo o angleški The Office. To je zelo pomemben podatek. Ne. Zdaj pa tako, kot sem začela pri Star Treku. Bom jaz vprašal, pa ti mene vpraši. Ne. Prvi stik, Jure, z The Officeom, kako je izgledal? Prvi stik z The Office je bil sem v pisarni od Joco Huda v Prulendu. Okay. To zdaj, kaj ti govorim, to ti poloprem z čirički, pa s temi stvarmi. Ja, boš prosil. A čim se Joco ta omenja? Ja, tako. In on je meni rekel, mislim, Joco, to je Jože Robežnik, ta fake taksist slovenski. Jaz sem prepričan, ko oni nehajo snemati, če mene hude baby reči, zdaj bom prinesla na gor zapelu v Toškem čenu. Ne vas ne bo. Jaz sem ziher, da to dela, ampak pustimo Jože to. Tam je fajn zaparkirati, pa ne tam, ki so klopce, tam malo bolj naprej. Povej. No, in mi je rekel, Godler, to moraš gledati, ti moraš Office gledati. In jaz sem rekel, prav, pa sem šel na Amazon, pa sem na tipku in je bilo, mislim, da obe sezoni plus Christmas special, oba,
za 4 funte ali nekaj takšnega. To se pravi, to je unta črn DVD box. Tako. Ja, z Helvetico The Office. Ne? Tako. Tega imam tudi jaz, ja. Exactly. No, in jaz sem to kupil in to prija domov, sem prišel za vikend pač domov in jaz to pogledam. Ja, in to je bilo prvič po Fawlty Towersu, pa po teh, bom rekel, laugh out loud komedijah, kot so, ne vem, Austin Powers, pa te stvari, ki je enostavno, ki je taka bulanija, ki je tako noro, da sem enostavno krohotaš. Monty Python recimo ni ta nivo, mislim, meni ne naredi to, da bi se na glas režil. Ja. Ne, tisti razen pač določenim. Ne? In to sem se pa prvič na glas režil in najbolj me je pa presunil v istem trenutku z enim stavkom, pač vsak lik, prvi stavek, ki ga je povedal, si vedel, si ga poznal. Tako kot Basil Fawlty v Fawlty Towers. V Fawlty Towers, ja. Ta prvi stavek, ki ga je povedal, hvala lepa, zdaj pa sem še uživajmo. Ne? Ni tako, ko ne vem, gledaš You Rang Me Lord ali pa gledaš Cheers, pa te ameriške te une, ne, ki so. Ja. Pa kaj mi je še isti moment fasciniralo, me je to, da je pač Ricky zvest temu, čemu so zvesti angleški komiki, ampak jaz mislim, da po vseh teh letih že podzavestno, ne pa zavestno, in to je, da so angleški heroji komedije vsi zgube, ki imajo glavo gor, pa stiff upper lip. Ja. To je meni vedno bolj smešno, oziroma nikoli ne bom preferiral nič ameriškega po naravi, ker tam so pa vsi heroji, tam so pa vsi carji, tam so pa pri Francih, kjer zguba. Še Joey, kak je butl, pa stresa te one-linerje, da rečeš, wow, se te pa car. No in to je bil moj prvi stik in jaz sem to v tistem vikendu, mislim, da 2-krat pogledal obe sezoni in to. Zdaj pa dovoli, če smo imeli vprašanje. Ja. Kakšen je bil pa tvoj prvi stik? Moj prvi stik z The Officeom je bil pa v bistvu, tako povedal, na gimnaziji smo imeli, vsak si je v svoj računalnik ugradil disk rack. Bear with me, it will all make sense. Spravo, disk rack je nekaj, kamor ti v bistvu daš, je taka, sanke so izgledati kot DVD pogon, samo da namesto DVD tega pladenčka, kad daš DVD, je noter cel disk noter porinaš, ne? In potem je eden človek, ki je takrat edini imel pač konkretno internetno linijo, vlekel stvari dol na ta disk in pa je ta disk zakrožil med 15 nas je bilo, ne? In ko si ga imel doma, si dal disk noter, si videl, na tole je dol potegnil, si dal tisto, kar ti je bilo všeč, ne? Si dal vse in si gledal, ne? In on enkrat na tej točki, živo spomnim jaz, ne? Dobim ta disk, ga dam noter, to je bilo valjda leta 2001, ko je to vam prišlo, ne? In vidim The Office, The Office in si ga skopiram, nekom dam disk naprej, sosedu tam, da si on pobral dol tisto, kar je hotel. In zdaj bom jaz te stvari gledal in poklikam ta The Office. In ko gledam in vidim ta prvih 45 minut, rečem, to je največji krep ever, kdo bo to gledal, zaprem in pozabim na to. Presežem. Res, to je žija resnica. Jaz sem tako, fuck off, kaj pa je to? In sem nehal gledati. Pol sem pa čez koliko je 3-4 leta, ko so bili pa že ekstrasi odzuni, to se pravi, to je projekt Rickyja Gervaisa in Stevena Merchanta, te dva, ki sta The Office naredila, o njih se bo itak še dosti pogovarjala. No, sta naredila pa te ekstrase in sem pa ekstrase gledal, so rekel, te ekstrasi to pa ni tako slabo, Sem rekel, in pa sem gledal ekstrase in tako vidim, ja, to sta Gervais in Merchant, ki sta naredila The Office, Sem rekel, kva, to je tisto, ki je bilo meni tako bedno, Sem rekel, če so te ekstrasi meni to cool, Mogoče je pa The Office ful dobra stvar, pa jaz nisem tega vedel, Ker sem bil takrat 3-letnik gimnazije, to je treba povedati, 2-1 recimo, In potem sem šel to še enkrat gledati, in tako kot ti, to je bilo pa... To se pa malkrat se to zgodi. Meni se to zdaj zadnje cajte dogaja z tem Stuartom Leeom, to sem tega pokazal, tega stand-upa, se mi že spet nekaj tazga dogaja, zelo podobno, ampak pri The Officeu pa ja, pojka sem ga v drugo, res, pa to je 3 leta vmes, to ne zabavam se, mislim, to je res, ne vem, kdaj je bila ta prva sezona ekstrasov, recimo, da sem pol jaz pa to šel gledati in videl, tako kot sem rekel, tako kot vedno rečem, ne mogo najboljša nadaljevanka vseh časov, kar se mene tiče. To je dosti noro. Sploh še enkrat, kar se komedije, ki se bolj zmerno moram reči, da The Wire, pa kar se dram tiče. Ampak ja, to je noro. In jaz sem pol,
tukaj ti, kupil sem DVD, klele pod mojim drugim monitorjem, ne, pod mojim 20-inčnim monitorjem sta dve knjigice, ne, The Office scenariji, ne, ki jih imam. Ja, se zbil klene. Ja. Potem sem valjda gledal vse te special feature na DVD-jih. Mislim, jaz sem to gledal večkrat. Jaz sem to tako, za zajtrk sem jedel, pa sem to gledal. Jaz to ne pretiravam. Jaz sem zgleda, kada veš, da se delam ekstra fena, ne. Kot v resnici sem, ampak ja, ni. To tako je, ker jaz bom isto povedal. Jaz še zdaj gledam tako, ne vem, pridem domov in preden zaspim, to gledam, ker jaz sem tudi kupil na DVD-ju, potem sem poiskal še VHS-e, ker sem jih dobil na eBay, in še na iTunesih sem si kupil. Ja. Tako da imam skozi porok. In preden zaspim, jaz gledam, ne gledam več po vrsti, ampak gledam mešano, ker kaj je še ena odlika, ne, če nasplošno gledava, je še ena odlika, je ta, da je, to je že tradicija, ne, na BBC-ju, da ko dobiš nek comedy series, ne, na BBC 2, ja. Kot je bil in Monty Python in Fawlty Towers in marsikatera serija, ki jo je vredno na tem mestu omeniti, ampak ne bova ta moment, je to, da se te ljudje, ki to priliko dobijo, tako zavedajo, kaj so dobili, da enostavno ne pustijo, da bojo oni to serijo posneli, pa rekli, ne vem, po 2 letih, zakaj se nismo bolj potrudili tam, ker tega ne morete reči Merchant pa Gervais, niti približen. Ja, to je res. Je res. In istega ne more reči John Cleese, pa ta žena njegova, ko je že. Pem neki, ja, vem. Ta, ki je z njemu pisal takratna žena, ki je z njemu pisal. Connie Booth, tako. Te ljudje to ne morejo reči, ker tako Fawlty Towers, pač skozi omenjam Fawlty Towers, ker mi je nekako isto na teh. Jaz sam kimam cel cajt. Ja. Zato omenjam. Ne, to je perfekcija. Jaz ne vem, kako dolgo sta pisala z Merchantom tale The Office, ampak za Fawlty Towers vem, da je pač to pol leta pisanja. Ja. Pol leta pisanja, pa ne vem, prvi scenarij, ki so jih napisali za Fawlty Towers, je John Cleese rekel tako, da so bili 1,5 ure na epizodo, ne, pa so mogli krajšati. In po stilu, ne, če primerjaš tam, to je tako gosto, kot je tukaj gost ta character comedy, kot je, ker niti en stavek ni, rekel, mašilo, tle nam pa še manjka minut, tukaj moramo pa ne vem. Ja, vice, da so več ven metal, kot je not ostal. Tako mislim, v smislu, točno to je, nič ni po nesreč notrno. Tako. Ta beseda, da je gosto, ne, ja. To je tudi Gervais enkrat uporabil, ne, je rekel, valjda bo The Office najboljša stvar, ki smo jo naredila, ne. Ker je pač to gosta, ker smo takrat imeli cajt, takrat so bila še čista, veš, neizpeta, ne, vse si mogel povedati, ne, in je prav to besedo je uporabil, da je gosta, ne. In zdaj, tako, jaz bi naprej gre, ja, pač v prvi del, ne, jaz bi se sam še tako ustavil, kako bi ti, ne, tako mislim, da sem te tudi pri Star Treku vprašal, pa se mi zdi ful tak zanimiv, tak miselni eksperiment to vedno, ne. Kako bi ti enemu, ki to še nikoli ni videl, opisal? Vidiš, to pa odpira čisto na nove debate, ker ogromno ljudi poznam, ker sem jim to pokazal, oziroma sem rekel, lej, to moraš gledati. Jaz sem se navadil v življenju, ker toliko ljudi meni reče, za toliko stvari, to moraš gledati. In jaz to zlovdam, to moraš gledati. In jaz to zlovdam. In pa imaš, tako kot si rekel, cel trdi disk imaš tega sranja pol, pa ni nujno sranje, no, kar ti priporoča. Čeprav ful folka ti priporočajo za gledati sranje, to je pač dejstvo. To je dejstvo. Ali pa nekaj, kar je njim všeč, pa pač tek ni. In pa se s tistem znajdeš. In za Office sem jaz rekel tako ful folka in jaz ne vem, v čem je to problem. Zdaj, mi dva nismo glih v istem poslu, da bi rekel, ne, ti pa jaz, ampak imava isto afiniteto do tega. Jaz sem se nekaj časa spraševal, jaz sem v podobnem poslu, jaz sem tudi kao v neki komediji TV in cenim, ko se Office prvi del začne in reče Riki, I don't give shitty jobs. In vem, kaj je s tem stavkom naredil. Razumeš to, da se že obračam po tleh v smehu. Ja. To je isto, kot John Cleese, ko reče, kot Basil Fawlty. What? A veš? Ja.
Ja. Okay, hotel imam, kurac vas imam, bož bi bilo, če ne bi bilo gostov. To bi bil perfekten hotel moj. Veš, tako pa Riki, I don't give shitty jobs. Vidiš unga, stereotipnega in to je meni. Zdaj, vsak, ki pa gleda, se pa hoče smejati nekim štosom, ker to par se ni štos, če rečeš I don't give shitty jobs. Res je. In kako bi pa rekel, če bi pa rekel tako... Kva rečeš? To je kaj? Nadaljevanka o nekih ljudeh v pisarni. Ali kaj rečeš? To je pa serija, jaz bi rekel tako, to je pa serija ja, veš kaj rečem, tako rečem. To je pa serija o enem šefu, ki je zlorabil dejstvo, da so prišli dokumentarc delati in je failu miserably. Ja. Jaz tako bi rekel, evo, to je nadaljevanka o enem šefu, ki je hotel izrabiti ta vehicle BBC-ja, ki so kao prišli v Slav snemati njegovo pisarno, kako dela, za samo promocijo. Ampak ta šef ni najbolj brihten. Ja. V bistvu se je klet, kot sta ona dva doskrat rekla. Ne? Mi imamo klet, to je treba povedati. The Office je posnet kot fake dokumentarc. Yes. In v bistvu glavni vzor, eden od glavnih je bil pač Christopher Guest in Spinal Tap. Ne? To je Gervais in Merchant sta to večkrat povedala. Ne? Ampak tisto, kar je klet res dokaj impresivno, je, ne? Da res zgleda kot pač dokumentarc. To ni, res gleda kot dokumentarc. No? Tako, tega nisva rekla, ja, tako je. Tako, res, to ni, kot je ameriški The Office, ko v bistvu kaos gleda kot dokumentarc, ampak nekako, vemo, da je to v bistvu serija. To, če bi ti en dol predvajati, bi res lahko verjel, da je pač čist nek normalen dokumentarc, ki so jih takrat by the way na veliko snemali v Angliji. Temu so oni rekli docudrama. So v bistvu snemali dokumentarce, ki so se dogajali v takih zelo normalnih okoljih, ki so potem iskali noter like. Ampak tisto, kar je recimo Gervais pa Merchant hodila narediti, kot si rekel, I don't give shitty jobs, ta prvi stavek. Ona sta rekla, da če bojo ljudje zaštekali, kaj mi dva hočeva kle narediti, je treba ta prvi del, polovico dela v bistvu nameniti Davidu Brentu, se pravi temu šefu, ki ga igra Ricky Gervais, ki je tudi to pisal. In je treba v 10 minutah pač pokazati, lejte, to je on, kot si rekel, probava biti cool za ta dokumentarc. In je v bistvu, kjer je ključ Office, je, da se vsa komedija dogaja v tej slepi pegi njegovi. Med tem, kako ga mi vidimo skozi lečo dokumentarca, in pa med tem, kako on sebe vidi. In kle noter se vse dogaja. In zdaj, a je to humor, a je to tisto, kar v bistvu ti je naroden gledati, do tega še prideva. In zadnje scene prvega dela, ki sem jo danes končno pogledal, sem rabil 2 tedna, da sem do konca pogledal prvi del. A to si zanč omenil? Ja, to sem že zanč malo napovedal. Jaz sem zdaj Office nisem gledal zaradi potrebe opazovalnice sihrene 5 let, ker sem hotel pozabiti vmes in že spet malo s frišnimi očmi gledati, ker imam toliko respekta do tega. Da sem tako, prvo abstinenco sem se šel, zaradi tega, ker sem hotel pozabiti. Enkrat sem zbolel, pred 4 leti, pa sem še enkrat pogledal, 2-krat pol vse valjda. Ampak zdaj res, mislim, da je 4-5 let, si upam reči, tam nekje, ali pa 4,5 sem pa šel prav računati. Nisem gledal prav zaradi tega, ker hočem s frišnimi očmi gledati, kot pač lahko pozabiš, ker je težko pozabiti, ker sem scenarije prebral že 10. Pač tak je life. Če ti mi pa zdaj povej, kako pa si pol zdaj videl to po tokem času, ker sem se pa naučil eno stvar. Ja. Da ti zapaše gledati nekaj, kar si gledal, se pravi nekaj iz otroštva. Se pa se veliko Star Treku pogovarjali o tej nostalgiji, pa tega, ko je bilo fajn gledati, smo bili mlajši, pa ni bilo skrbi, pa ni bilo tega. Ja. In pa sem večkrat, recimo Twin Peaks je bila ena taka serija, sem rekel, to bi pa jaz spet gledal, pa je bilo mislim, da 10 let nazaj in 10 let nazaj je bilo 15 let nazaj, odkar je bilo to na RTV, ki smo prvič gledali. Prvič videl, ja. Tako, in jaz sem takrat rekel, ne, bom jaz še malo počakal s tem. In potem sem res še par let čakal in potem sem pač v enem momentu še enkrat gledal in mi ni bilo cool. Jaz sem pa takoj, ker I don't give shitty jobs. Pa kar vis-a-vis. Mislim, ker se je to, res, to morate pogledati, pa ta pogovor poslušati, da boste vedeli, kva govoriva, ker to je res toliko gosto, da je nemogoče razlagati. Zato rekla, bova šla malo po zgodbi,
kot jo pač je. Tako. Ampak to morate videti prej, če je pointless. Če niste gledali, dajte pauzo, pogledajte si prvi del The Office, vse skupaj je kot 26 minut ali nekaj tasga. Skoraj pol ure se je vse. Ja, 28, no tam nekje. Poglejte, ker je pač epsko. Ampak res, čim je dal, pa pokaže s prsti, v stav. Jaz sem takoj dal nazaj. Ne. Veš kaj, človek se začne spraševati, zakaj to nekomu ni smešno, zakaj nekomu ni smešen, recimo ta njegov uvodni monolog, ki je za moje pojme na nivoju to be or not to be. Ja, se strinjam čist. In potem spet pride do tega vprašanja, kaj je smešno in zakaj je to smešno, oziroma a tistem, ki to ni smešno, ne prepozna, da David Brent, oziroma pustimo zdaj, se pravi, da to je igrano, se pravi, da Ricky Gervais igra Davida Brenta, ki uporablja ta hip talk, cool pogovor, ki je prežet s temi, kako bi rekel, team building izrazi. Ja, tako veš, ko so ljudje, starejši ljudje hočejo govoriti s 16-letniki in biti kul, Veš kaj je to? Zdaj sem, veš kaj je to? Harry Potter je cool, Top Shop. A si ti kdaj videl? To je to. Ker si imel ljudi, ki so govorili, Harry Potter je cool. Pa so bili tako 35 stari. Pa je tako, ne to govor, prosim, nehte. Jaz ne vem, kako ste prišli na to idejo. A veš, ker ti istočasno veš, da je to igrano, po drugi strani pa veš, da on igra človeka, ki ve, da se ga snema in zato to dela. Ja. In 3/4 humorja je kle v pauzah, tako. Ko on pogleda v kamero. In to je bilo leta 2001 realno gledano revolucionarno. Zdaj se to že kar malo zlorabi, mogoče če to zdaj gledaš, si že videl mogoče Parks and Recreation. Videl, to meni pač ne gre skozi. Meni je Parks and Rec cool kot ameriška serija, ampak da bi jo dal tudi bližino isto ligo, kot angliški The Office, brez veze se pogovarja. Ima pa svoje momente, ki so meni super in meni Parksi so ena ljubših zadnjih let. Ampak ni to ista liga, to je res treba ločiti. Ampak tako, hočem reči, da takrat je bilo pa to noro. No, in začne se s tem, kako on v bistvu rihta eno službo za forklift driverja, za viličarja, da bo vozil, ker dela pa David Brent je šef neke manjše izpostave firme Wernham Hogg, katere logo imam jaz na eni majici, sem kupoval da majico Wernham Hogg logo. Wernham Hogg, ki v bistvu izpostave v Slavu, Slav je pa, kako bi v Sloveniji rekel, kva rekla. Ja, zdaj tako, to je Borovnica. Zahod, to je jugozahodno od Londona ali tam nek. Ja, ampak mejhno mesto, to nima veze z kakršnim koli meščanstvom ali pa, to je pač zelo, zelo mejhno. Mestece. Pirniče. Ja, glih toliko blizu Ljubljane je, da so ljudje se lahko vozijo v Ljubljano, in grejo lahko ven v Ljubljani, ampak toliko daleč, da ne moreš iti vsak dan ven v Ljubljano. Tako je. Veš, na to fora je. Mal je tako mesto, neugledno po imenu. To je industrija, ampak nič ni tam zares. In oni so tam in prodajajo papir. Papir prodajajo, on je šef, In na začetku ga vidimo, kako v bistvu kao enemu rihta po vezah, rihta to službo in začne se, kot si rekel, s tem, vis-a-vis, I don't give shitty jobs, vse, finger gun, te scene, in potem pokliče dol v skladišče in on mu reče, hej, a boš zrihtu, kao službo, bum, boš tam, bam, in pa reče, how about Elaine, Elaine. Kako je že žena, kako je ime? Elaine, has she left you yet? Has she left you yet? In pol ga vidiš in klese pa, kle sem pa jaz videl, da Gervais neki, da klepa. Zdaj imamo pa opravka z nekom, ki bo to odigral vrhunsko, Ko vidiš na obrazu, da mu nekaj reče, kar on ni pričakoval, Ja. In pol odloži, pa še nekaj reče, odloži slušalko, In kako že, I forgot. She has left him, I forgot about that. Ja, in tam vidiš, da klepa, let the fun start, Ja, noro, to je. In potem prvič v kamero pogleda. Ja, in tam vidiš, da je kle pa ta iskrica, ta lightning in the bottle se je zgodil. Ja.
To je dejstvo. Ne. In pol takoj naslednja stvar, začne tej, ki je v recepciji, ne, Don. Morit life, ne, kdo vsak, ki je delal v pisarni, pozna človeka, ki ti pride do mize in se pogovarja s tabo. Ne. To vsi poznamo. Ne. In je pač, ki reče, at one point or another, every bloke at the office is walking up at the crack of dawn. The crack of dawn. What? Sorry. In je že spet malo v kamero gleda. Ne. Ja. In se sam kopice. Ne. Ja, pa faks mu da. Faks mu da, ki je kao nepomemben. Ne. Ja, ker on hoče, ne, on zdaj, tako bom rekel, to vse spada k njegovemu liku. In vse, jaz ko pravim, kot smo rekli pri Star Treku, to je zgodba o Kirku Spocku pa McCoyu, je tukaj zgodba o Davidu Brantu. Res je. In popolnoma nobenemu drugemu. Pustimo zdaj to romanco med Don pa med temle Timom. Veš, kaj sem rekel, sorry, da te ostavim. To se ful strinjam, ampak ne, ta romanca je pa v vseh teh 12 delih in Christmas Special tako dobro temperana. Ne sem temperan. Ja. Mislim, to je mojstrsko. Že v prvem delu nekako nam je jasno, da je Don in Tim, da nekaj je med njima, mislim, da je neka afiniteta. Tim je pa ta v bistvu normalni človek v tej pisarni, ker vsi ostali so pač na tak ali drugačen način weird, on je pa ta normalen model. Predvsem realistično je to prikazano. Ja, tako je. Realizem pa preveva to serijo. Ne? Ja, to je tisto, pa srečaš, pa rečeš besedo dve, pa greš mim, pa kakšno smešno prbiješ, čas rata, včas ne. Zelo realistično je, zato funkcionira. Point je pa pri Davidu Brantu, ker vse to, kar se on pogovarja z Don, vse to, kar je bilo že na začetku, in zato, ko to prepoznaš, začneš to ceniti, kaj? To, da on ne sam, da hoče zlorabiti to, zato da bo sebe propagiral, on hoče še na silo sebe predstaviti kot več vrednega, oziroma on se obnaša, kot je lastnik podjetja. Ja, ampak mislim, da je več vreden, mogoče napačen predelnik. On hoče sam cool izpasti. On res hoče, a veš, v smislu, on hoče, da oni, ki to gledajo, vidijo, kjer kralj, kjer life ima pa ta človek. Ne pomeni to, da bi on noče biti direktor te firme, ki prodaja papir. Ja, on to sam zato reče, da unika pa dokumentarc gleda pa reče, ta ima vse, kaj ta nima, to je najboljši šef na svetu. Ja. Ko on zmerom reče, reče tako, I'm a friend first, boss second, an entertainer third, kako je že. Probably an entertainer. Ja, on je nor, on je pač zdaj na TV-ju, on misli, da bo zdaj Robert De Niro, da je to cel life čakal, končno ga je kamera ujela. In pa pol je ful dobro speljan, prvo tam Don mu da tisti faks, ki je kao nepomemben, in ga on stran vrže, potem pride še ta, kaj je temp po slovenski, kako so to, študentsko delo, recimo, eden pride, Riki, pride pač in on ga v bistvu potem pelje po pisarni, ko mu razkazuje. Razkazuje, to je zelo dobro, kar se writinga tiče, kako sta noto pelala, da sta dala mu izgovor, da pred kamero mal predstavi pisarno. Ja, to se mi zdi dosti briljantna poteza. Pa še ne rečem, da bi bila kakšna taka pisarna, da bi se res kaj dogajalo. Tukaj so samo ljudje, ki računajo. Ja, sedijo, tako je v vsaki pisarni in to so dejansko snemali v eni pisarni, ki je bila, tako, oni so imeli za sosede med snemanjem dejanske pisarne. Tako niso snemali v nekem setu, studio, to je bila pisarna. So pač noč snemali. Plus, pa tako, da malo preskočimo, ampak tam, ki se pa začne, pa to malo trivije še zraven, tisti faks, ki ga on stran vrže, je pa v bistvu pomemben faks, ki ga je poslala šefica, Jennifer, ki on valjda predstavi, da ona v bistvu sodelujeta, a je ona res šef, a je ona res šef, mi ja sodelujeva, ona mene tudi posluša, kaj jaz kaj povem, pa tako že spet se hoče, kot si rekel, predstaviti kot nekaj več, kot je, ampak to je pa v bistvu bila zahteva BBC-ja, ker Murchett pa Gervais sta v bistvu rekla, da ne, klej ni zgodbe, mi samo gledamo te ljudi v pisarni, to je dokumentarc, dokumentarc je zrezan skupaj, ne rabimo mi neke zgodbe take, v bistvu neke rdeče niti, če so vse to,
Pa so pa rekli, pa ne, mora biti saj na neki se more to obestane. In so pa rekli, pa so pa to predstavili, to idejo, ne, da kot je ponovadi v dokumentarcih, da zdaj bojo pa odpuščali. Ne. Ne, da bojo prišla, da se nekaj spreminja v tej firmi. Ne, in pa so pa rekli, okay, bi si rekel, lej, če to naredite, ne, da je to neka hrtenica, ne, na katero lahko pol meso obešamo. Ne. In to je bila v bistvu zahteva. Ne, in na tem sestanku genialnem, ki se začne z enim mojim, ki bom kar rekel, najljubših lajnov, tej seče preh je milijon. Ja. Ampak le je dober, ko on reče za kravato, ne. Old deaf Nobby Burton, ne. For a pound. I said, yes, please. Ne. Tisti je mem, jaz to vsakič vidim, zdaj, ker sem že spet videl. Ne. In pol v teh ekstrasih na DVD-ju vidiš, da je bilo 70 tejkov tega, da je vsakič nekaj drugega rekel, Riki. Ne. Ja. Mislim, noro. Ja. Ta scena je legendarna. Ne. In klepol nekako zvemo, da je unfax bil v bistvu ful pomemben, ne. Pa ga ona mal, ne. Mislim, noro. No. Tako. Ja, ne, speljanje na ta način, da jaz sem prav, ne, tako kot si rekel, on poudarja, kako ga pijejo, ne, to je tudi zelo pomembno, kako ga oni pijejo vsak dan, ko reče, Elvino did flow. Kdo reče, da mi poje danes? Ja, Elvino did flow. Ja. Elvino did flow. Kdo to reče? No, ampak, sorry, poj. Rečem, bolj veni kasnejši je na istem mestu, pa reče, včeraj smo bili, pa reče, blooded. Še ne najde besede, ko bi rekel, nafukan po slovensko. Ne. Ja. No in pa, ja, zdaj pa povej. To sem da reči, ful dober, a ne, Don, on tam takoj požali in vidiš, da ta je v bistvu normalna, tam dela kot tajnica v tej firmi, a ne. Takoj veš, kaj je njen lik, takoj veš. Takoj v momentu. Ja, potem spoznamo Tima, ki da Garethu, ne. Gareth, pa je pa, kako bi rekel, Gareth ima kar, kako bi rekel, come in. Kako reče, kako lik pride. On ima kar, kako bi rekel, ko se reče temu, ko en lik pride prvič na odrno. Ne vem, kako to je pravi izraz. Entrance. Tako, ja. On ima kar entrance, ki rečeš, ki tudi po 2 stavkih vidiš, upizda, te pa ist kreten. Ja, ampak fora temu, da ona dva sta hotela, da bo Gareth v bistvu en tako ogromen, debel model, ne. A veš, kao ta Territorial Army, ne, da je bil, mislim, da je survivalist in ne vem kaj, ne. Pa sta pa v bistvu pogruntala, da bolj, ka bo zgledal žgoljav, ne. Ja. Bolj neumne stvari mu lahko dajeta v usta zagovarjati, ne. A še pa imaš ti enega res, ki je kot Peter Prevc, ne, telo, mislim, nič ga ni skupaj, nič. Tako da res ima neko službo, kjer mora čim manj tehtati, ali whatever, ne. Ja. In da, tako sta rekla, da zgleda kot mehna ptička, ne. Ko zgleda kot piščanček, ne. In pol on tam razlaga, da kako je on Territorial Army in da on ga ful pije. In točno to, on vidiš, on je v bistvu slaba kopija Brenta, ne, pa že Brent ni nek genijalen original. Ja. Ne, ampak je, in vklepa pa predstavljajo Tima, ne, to je ta človek, ko zvemo, da je neka iskrica je med to Don, ki je na recepciji, in Timom, ne, kot normalnega, ki v bistvu Garetha zajebava, ko mu da ta spenjač v žele. Ne. Ja, tisti je en tak prank, ki bi se res lahko zgodil. No, ampak jaz to ne bi rad pozabil zaradi une scene po kredicih, ki mislim, da je genialna. No. To bom na koncu povedal, da nam pozabil. No. Ja. No, ampak le vidimo neko to, ne. Brent je ta šef, ki mi smo prijatelji, pijemo ga skupine. Gareth v bistvu non-stop govori, I am assistant general manager, pa ga Brent zmeraj assistant to the general manager. Ja, to je, mislim, to je res, ta lik ne more biti zmišljen, ne, ki ga ima, zaradi tega, ker lik, ki bi bil zmišljen, ne bi bil tako koncizen in tako ob vseh trenutkih, kako bi rekel, pozoren na to, da bo enega, ki bo rekel assistant regional manager, da ga bo popravil, a veš, ker mu je kao v njegovih očeh ego zbil. Ja. Ne moreš biti assistant regional, ti si tu. The regional manager, ja. Idiot to dela, ne, zato. Ja, a ni rekel, da je Gervais, da je ta lik, da ga je baziral na več različnih. Ja, itak, ja, on je to neka kompozicija vsega, ampak on je dejansko delal v pisarni in je tam ful vleko, ne. Je pa ta lik Davida Brenta, v bistvu on imel že ful izdelan kot CD boss, ga je sam tako imel v družbah, je rekel, a ne, je imel ta mal Brenta že razdelanega, ne. Zato je bil pač toliko že izvežban, ko je to igral, ne. Ker je pač tudi tak, ki je bil takrat šefe komedije na BBC-u, ne,
je rekel, da ki je to videl, ne, je rekel, to je to. Na temo bo šel slonev. Ne. In pa je to do svojega šefa BBC-ja rekel, ja, da to je super, ampak da ta pa ne more igrati, da to pa dajmo zamenjati. Ne, da ne bo pa Ricky Gervais to, da super ideja, ampak da ima enega drugega. Ne. Pa enkrat sem videl tudi, kaj je rekel, da je Ricky je rekel, da je imel srečo, da so mu sploh požegnali, da je lahko to delo. Zakaj? Zaradi tega, ker to je vredno, kot David Brent, ne vem, ali pogledal kamero, ki mu je naroden, ki se prime kravate. To je njegov, ko bi rekel, signature move. Res je, ja. No in on je rekel, kako to zgleda v scenariju, si prime kravato. Sej nekdo, ki to bere, si misli, ja, kaj je pa tle smešnega, ampak ko pa vidiš njega, ki to naredi, ja. pa še nekaj moram omeniti. To je pa moj najljubši moment v prvi epizodi, ko imajo ta sestank, ki je Jennifer noter, on, ki ima že faks v rok, ja. pa Don in kliče Finch. Finchi. To je najbolj smešno. Že, hello, pa reče on, Finch, bloody good rap, where are you, old puff? To je pa grdo. Ja, in pa na tajnici pusti najbolj grozno sporočilo o tej šefici. Pač tak res najbolj seksističen, grozen message ever. To je lik, ki je zmer tako. Nekaj pove, pa ga nekdo degradira. Pa nekaj pove, kar hoče, da ljudje verjamejo, da je res, pa se izkaže, da ni res, ampak zmer traja malo. No tukaj, to je pa najhitrej v vseh epizodah, da ga nekaj tako hitro degradira, reče, to je pa bloody good rap, ta je pa car, kje si ti, stari peder, ne, to je pa grd človek. In pa ga čist distancira se od njega v 3 sekundah. Ne? Ja, čist. Mislim, to je, jaz ne morem, to je ena izmed tistih stvari v lifeu, ko imaš najljubše komade, pa ne vem kak, ja. Ki ti rečejo, ali pa ti, ki si se bal zdaj, ne. Jaz ti povem, če Office gledaš, takrat, ki ti zapaše, vsak teden parkrat, se ne boš naveličil, zaradi tega, ker te popolnosti se ne moš naveličati. Ja, to je res, to se ful strinjam. No, ampak pol, zdaj so več ali manj vse, kar se v tej epizodi zgodi, že skoraj povedali, razen, ne, ja. Zadnje scene, ne, ja. Ki jo pa jaz nisem mogel gledati zdaj 2 tedna. Ne me jebe, da ti je tukaj. Res, tok mi je nerodno, ne. Ker potem tega študenta, ne, ki ga on okoli vozi, ne, yes. Pa reče, mi imamo full practical joke, non-stop se šalimo en z drugim, ne, bova Don poklicala noter, ne, ti sam follow my lead, ne, pa bova, ne, se bova malo norca delala, ne. In zdaj moramo vedeti, da kle prej so bili že sestanki, kjer on pove, da bojo dejansko odpuščali mogoče, ne, on sicer zatrjuje, da ne, ampak da to je opcija, ne, Don to ve, ne, in Don pride noter, ne, in jaz sem kletko 5krat ostavil, ne, jaz sem to na Netflixu zdaj gledal, ne, sem ostavil in sem nehal gledati, ker nisem mogel, tako res pauzo, fizično ne morem gledati tega, ne, ker je to grozno, ne, ker kaj se zgodi, ne, on v bistvu Don pove, da jo bo odpustil, ker je kradla, ne, in valjda on misli, kako je smešen, in kle pa ide, to je pa, ki si prej rekel, popolnosti, ne, kle imaš ti Brenta, ki misli, da je smešen in igra za kamero. Zdaj imaš tega študenta, ne, ki je točno ta prvo minuto še ful navdušen, pa vidi, da to je it has gone horribly wrong, ne, in začne od tla gledati in noče več sodelovati, ne, in imaš Don, ki se dejansko začne jokati, ker misli, da je glikar službo zgubila, zaradi tega, ker ne bi kao kradla, ne. In kle razgalijo Brenta, kle Merchant in Gervais razgalita Brenta, ampak jaz tega ne morem gledati, ker je mučno je. Res je mučno gledati, mučno pa gledati predvsem zato, ker je tako dobro zaigrano. Tako. In vse, kar je, sta v bistvu 2 kamere, sta tam noter. Kle pa jaz še do tega prijem, da moj bog, kva se da narediti z dobrim scenarijem, pa z dobrimi igralci. Ne. Samo scenarij. Pa čisto ne živi. No, ok, ja, valjda. To je, da mora biti igralci dobri, tole. We'll take that as read. Res je, ampak vseeno, veš, da res ne rabiš dosti, če je dober. To je snemano v eni sobi z 2 kamerama, ki sploh nista dobre kamere, to je Gervais rekel, da za nalož, da sta hotela, da zgleda kot čip dokumentarc, ne. Ja. Pa so celo že ki so snemali, so full te barve ven pobrali, da zgleda že skoraj vse kot črno-belo, a veš. Ja. Tako to je vse z namenom, no, tako res čip zgleda, no, da res ne rabiš dosti, ne.
Res ne rabiš dosti. Mislim, to je ena stvar, ki se, jaz mislim, od vseh na svetu, sploh pri komediji, najbolj zavedajo Angleži, da je point v scenariju. Ja, in da dajo ljudem cajt to pisati. Ne? Tako kot Monty Python. Oni so pol leta pisali tistih, ne vem, na začetku 13 epizod, pol manj. In ko stoji na papirju do te mere, da bi rekel, zdaj pa smo pustili stati in zdaj smo spet pogledali in stoji, gremo snemati. Bo se pa samo snema. Ne? Jaz ne vem, ali so tako vzgojeni ali enostavno grejo na to ziher varianto. Ampak to so čist vsi največji point v scenariju. Pri vseh največjih je point v dobrem scenariju. Pa, zato sem hotel to omeniti sceno ekstra, ker je na koncu, ki pove, to je bila pa šala. Ja. In potem ima en pogled v kamero, tako izpod oči nekako pogleda noter. Ne? Ja, vem. Ker si tako, ti debil in pol don reče, you wanker. Ja, on pogleda v kamero in z enim delom sebe upa sej. Mogoče pa niso tega posneli. Mogoče pa niso posneli. Ali pa v bistvu tako z očmi prosim ne tega uporabiti v dokumentarcu. Pa mu pa una reče, you sad little man. Ja. You wanker, ne, in gre, ne. In to je, in pol kaže v bistvu njega pa Rikija, on je čist zgrožen, ne. Ja. V tla gleda, jih kaže in pol čez je že voice over njegov, ne. To je posebnost Rikija, ne, ko je zadeva nerodna, ko gre k vragu, gre on še globje, ne, reče, reče ona, zakaj te bomo odpustili, zaradi tega, ker si kradla polstece. Pa je rekla, prvič, ker so postanejo 12 pencov, ne. Ja, tako, pa reče, Riki, a boš pogledal Biblijo, ki piše, ne kradi, razen če je manj kot 12 pencov, ja. No, pol pa, zakaj bi kradla, ne? Ja, zato, ker to vi, ki kadite, ne, delate tiste stvari. Oni reče tem roaches. Roaches, ja, filtre za jointe, ne. Tako. In še tam za glavi pa reče, pa smo te vlovili ti narkoman. Rikiju. Stari, ker res, ki bi mu rekel, ko bi scenarij pisal z njim, ne, pa bi on rekel, zdaj mu pa to napisal, pa bi si rekel, dej stari, to je že tako narodno vse skup, a zdaj už pa še to nodal. Ja, to je se pravi, gostota. Ja. Ne, ampak pol je pa meni, recimo ta scena, ne, ki mi je pa res super, ker je v bistvu pol je, on voice-over reče, it's the people, ne, kao da on v bistvu ful skrbi za svoje ljudi, da to je največje bogatstvo, pri tem, ki je uno, v bistvu kao na finto vrgu, da je odpuščena in pa rekel, se sam hecam, ne, mislim, ti se noro, no. In pa imaš ta voice-over, pa je pa konc, ne, in so kredici, pa je pa mogoče najboljša scena, kar se teh tiče po kredicih, ne. Ja. Pride pa že spet Gareth noter, ne, z unim spenjačom v želeju, ne. In kao Riki čisto tla gleda, ta študent, ne, čisto tla gleda, Brent je tudi čisto tako zgrožen, hnemo gledati, kot ne ve, kaj bi naredil, ne, in je to v bistvu tak white shot je, ne. Ja. Noter uleti Gareth s tistim spenjačom v želeju, ne. In veš, kaj je kle genialno, kle pa veš, da sta Merchant pa 20 res kralja, ne, kar se montaže tiče, ne. Ker on pride not in ga v bistvu Brent ga ne vidi, ne, ko pride. Ja. In mu pomoli, nič ne reče Gareth, mu sam pomoli tist spenjač v želeju, ne, kao le, kva je tim že spet naredil, ne. Ja. In potem Brent obrne glavo in je konc in je odrezan. Ti ne vidiš njegove reakcije na un spenjač v želeju, ne, a veš? Ja. Ker je bila cela poanta, ki mu da tim spenjač v želeje, mi se ful šalimo, to so te šale med sodelavci, mi smo vsi prijatelji, koliko se imamo fajn mi na šihtu, ne, entertainer third, ne, a veš, vse to nabija, pol se mu pa tam čist fiži zdon ta šala, ne, pa on že spet pride s tistim spenjačem, ne, in mi je super, da v bistvu ne vidiš njegove reakcije, ne. On v bistvu obrne glavo in se zaključi epizoda, ne, ker si pol tam lahko kar čas predstavljaš, ne. To je, jaz ne vem, tudi zdaj razmišljam, ne, ker se pogovarjajo o teh momentih, ne, pa o teh kvotih, pa o teh zadevah, kar se tiče The Office-a. Ja. Jaz mislim, pri Star Treku sva se pogovarjala o tem, da sva dala oceno. Jaz mislim, da tukaj bova pa naredila konc vsake epizode tako, da bova povedala najljubši moment. Najljubši moment, ja.
In zato, ker pač smo prišli do konca epizode, glede zgodbe, pa te zdaj vprašam, kaj je pa tvoj najljubši moment v prvem delu. Ja, jaz bom, vse po mojem bo oba isto sceno rekla, ampak jaz bom bolj specifičen. Jaz bom uno, kar reče Nobby Burton s kravato. Aha, na začetku sestanka. Ja, jaz se Tisti je meni, ne vem. No. Jaz se pa ne morem odločiti med tistim, ki kliče Finči, Okay. med tistim, ko pokaže bugi ribo, ko reče, pejte po baterijo, you can't put a price tag on comedy. On comedy, ja, ti si tudi vrhunska. Pa to ne mo. Pa tisti moment, ki je pa po moje tep isto tega narodno gledati, kot tisti, ki nategne Don, in sicer, ko Don je tisti sir in bere knjigo. God, ki pride za tumor. Ja, reče. Ampak takrat pa on, pa za tiste, ki niso gledali, pa slučajno tole poslušajo, ten moment, ki je pa kamera skrita. Se pravi, ja, on v bistvu pride zraven, oba dva imata mikrofone na sebi, ampak jih kamera oddalec snema. Ne? Tako, oziroma ne zavedata se, da jih kamera snema. In Don je pač sir pohan, ne vem, ko je, pa bere knjigo Popcorn mislim, da je bil Popcorn od Bena Eltona. Ja. No, in tle se vidi, tukaj spet pokaže en določen aspekt te osebnosti, da je to človek, ki je pa on samega sebe, pa je tudi preplašen. Je rekel, da je prej se je pa malo strašil, si je pa neki zatipil na jajcih. In vidiš, kako ona je in ko se dotakne svojih jajc, ko vidiš, ko neha jesti. Ki je čist zgrožena, da v bistvu, veš, to moš ko, on je njen šef, ona je njegova tajnica, ona sedi, oni pa pride v bistvu v eye level, kazati, da je pa zatipil na jajcih mogoče en lamp. Ja. Mislim, ti si je resno, to sem pa čisto pozabil, ker niso prav me. Ne, čeprav sem vse en Nobby Burton rekel, čeprav ja, ta je kar močna. Ja. Sam le, koliko sva jih rekla, tako 8 stvari sva rekla. Ja, ampak to je samo v prvem delu, to je v prvi epizodi. Ljudje, če tega niste gledali, gledajte, še enkrat bom rekel, naslednjič se bomo v drugi epizodi pogovarjali, to je res toliko dobro. To je dejansko toliko dobro. Klej pa 12 delov plus Christmas special, ne, in vse štima. Vse fucking štima. In ne more biti ne en del več, ne en del manj. Nač, to je zaključena celota, res noro. No. Jaz bi sam še to rekel, no, prej si rekel, ne, da smo to pustili delati. Morate tudi vedeti, kako je to nastalo. Gervais in Merchant sta skupaj delala na XFM-u, o tem bomo mogoče kdaj sprot povedali več. Ampak in je potem Merchant videl, da tam ne bo dolg cajta vlog bil, ker so se preveč zajebavala. In je šel na BBC trening in so mu oni dali, BBC mu je dal v bistvu kamero za en dan, to dobijo vsi, ki so tam na treningu, da ne nekaj posname. Ne. In je v bistvu posnel tak mini pilota, ki ga imaš tudi na DVD-ju. V bistvu CD Boss se mu je rekel in sta posnela Gervaisa. Par teh scen je v bistvu, ki sta pol tudi v prvi epizodi, so že tam notrne. A to govoriš o... Predpilotu je to. Predpilota sem gledal. Ja, to je predpilot, ne? In tista kaseta se je potem podajala po BBC-ju, ne? In tako sta ona dva v bistvu dobila šanso to delati. Naprej ni bilo karkoli napisano, sta imela to, ta mini demo tape, ona dva temu da rečeta. Vse je zelo podobno, mislim, skoraj čisto. Skoraj isto je, ja, ampak še slabš posnet, ker sta res imeli tako kamero za en dan, so jo imeli, so v enem dnevu posneli. No. Ampak ja, tako to sem prehotel reči, no, da sta imela že neki videomateriala pred scenariji, ne. Ampak ja, scenariji izgledajo v bistvu, če bi jih sam bral, misliš, da se en norca dela. Ja. Pač, zakaj bi kdorkoli hotel to snemati, sploh. Ja. Sploh. Ampak polka pa Gervaisa, veš, kako igra, je pa noro. No. Ja, to je noro, jaz ne vem. No. Ja. En tak masterpiece, to se tako poredko zgodi. Ja, ja. Mislim, ker to je zanimivo, ne vem, ampak tega verjetno ne bomo nikoli vedeli, v čem je point teh stvari. Ja, kva vse se mora poklopiti, kaj? Ja, ampak recimo, ne vem, ogromno stvari je, ne vem, ki sem jih jaz gledal iz BBC-ja, ne, pa imaš The Goodies, tole serije, pa je, ne vem, od Spikea Milligana Q, pa je Monty Python, pa je ne vem, kva se. Ampak vse ok in cool, ampak ni pa tisto, da bi te čist vedno zgrabili na isti način, pa ne vem, neprimerljivo je, no, ne vem. Ja, mislim, zelo težko razložiti, no, po pravici povem. Kaj vse se mora zgoditi? Jaz pravim temu masterpiece, ker so določeni momenti, mislim, v muski, ki jaz lahko mat poslušam na repeat
en teden, pa po enem tednu ga lahko naslednji dan spet poslušal. Ja, to je. In Office je tudi pri meni, nimam pa 10 takih stvari v lifeu. Ja, jaz tudi, vem, kaj misliš. Pač, ja. A veš, recimo, če rečemo, zdaj bomo šla pogledat od začetka pa do konca Monty Pythone in ko jih bova enkrat pogledala, bova rekla, ok, zdaj pa neki cajt tega ne bomo gledali. Pri Office tega ne boš nikoli rekel. To jaz se strinjam. In jaz odgovora, zakaj je to tako nimam, tako kot ti ne, razen to, da je to perfektno. Ja, in gosto. Ja, to je. Okay. Naslednja opazovalnica, ki bo 11, ne, ta je 10, se pogovarjamo o drugem delu angleškega The Office. Glejte ga in potem pejte z nama čez. Ocenjevati pa nima smisla. Res, brez veze ocene, res, to imaš prav, dobro si to rekel. Bom probal najti te dva. Okay, jaz bom rekel Nobby Burton, kaj boš, enega se odloči, pa YouTube najdu. Enega sem odločil, ja. Adam Finča. Dave Finča, ja. Finča, zmenen. Finč pa Nobby Burton bosta tudi v linkih, da jih lahko še enkrat pogledamo. Drugač pa, to je to, ne, po mojem. To je to. Bom jaz tehnikalije povedal, če dovoliš, ne? Tako. Potem pa povej, kje si ti na Snapchatu. Jaz sem pa ta čas vzel daljnogled v roke. Opazovalnica je del mreže Apparatus, vse podcaste tudi opazovalnico najdete na apparatus.si. Imamo tudi Twitter account Apparatus, podržaj si in pa smo na Facebooku Apparatus, tako da nas tam polajkite. Lahko nas tudi podprete, tako kot sem na začetku rekel, res cel plan je to, da pač nas vi poslušalci podpirate, tako da če imate šanso, pejte na apparatus.si/podpri, vsak evro prav pride. Lahko pa opazovalnici date tudi oceno v iTunesih, zdaj se bom kar zahvalil še Chicken Brainsu. Ne, to je nickname ta človek, ki je dal oceno in me je obogal in je ocenil opazovalnico z zdaj že ponarodelim stavkom: Godler ima rad kondome. Tako da hvala že drugih, ki je to napisal, tako da vrhunsko. Tako da če lahko daste oceno, napišite v iTunesih. Daste 5 zvezdic, 4 zvezdice, 5 zvezdic, meni čisto vse enkaj, da lahko daste eno zvezdico, samo napišite Godler ima rad kondome. Hvala, da je najlepše, da te 5 zvezdic, ker iTunesi bolj obrajtajo tale podcast in ga še kdo najde. Zdaj pa Jure, kje si ti na Snapchatu in na internetu? Internet pust, pomemben je sam Snapchat. Na Snapchatu sem pod Godler. Res je. Jaz sem pa Anzeto na Snapchatu, Twitterju in še marsikje tudi na Instagramu, recimo, jaz sem posod Anzeto. Anzeta, a mi ti hočeš zdaj v tem trenutku povedati, da je pa čas za moj zaključni medmet? Čas je za tvoj zaključni medmet. Adijo.